Pisati je nekaj najlepšega, kar človek lahko počne. Tvoje besede in tudi tvoje besede, da beseda lahko rani huje od meča, a lahko tudi celi. Dobrodošla, Agata Tomažič. Dober dan, hvala za vabilo. N1 podcast s Suzano Lovec. Agata Tomažič, včasih novinarka, zdaj pisateljica, publicistka, sicer pa zaposlena na znanstveno-raziskovalnem centru SAZUJA, v službi za predstavitev raziskovalnih rezultatov je danes z nami. Tudi šepetavka pticam, ampak temu prideva čisto na koncu. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. Pa pojdimo najprej k pisanju oziroma k besedam, Agata. Moč besede, nekaj sem že o tem rekla, kaj si nekoč rekla v enem intervjuju, kaj vse lahko naredi beseda? Najprej bi dopolnila ta citat, ki si ga tako marljivo zbrskala, da je pisati nekaj najlepšega, kar človek lahko počne, kadar je sam. To se mi je zdelo pač ključno poudariti. In sicer je to zato, ker sem nekoč slišala enega umetnika, da je rekel, da je slikanje nekaj najlepšega, kar lahko počne, kadar je sam. In potem sem je začela sama pri sebi razmišljati, kaj pa tisto, kar mene tako popolnoma zapolni, kadar sem sama, in sem našla hmalu odgovor na vprašanje. In sicer to je pisanje, zato ker v resnici tudi, ko pišeš, sploh če pišeš zgodbe, nikoli nisi sama, ampak pač se družiš s temi liki, si jih izmišljuješ, se prepiraš, če hočeš, in take reči, ne. Tako da, ja, tukaj ne gre, mislim, odvisno zdaj na več ravneh lahko pišeš, ne. Eno je čista, ko bi rekla, površinska podoba besede in kakšne te onomatopejske, bom rekla, zveni. Jaz recimo sem tudi si naslov zadnje knjige, ki si me napisala, Čmrljev žleb, izmislila zelo z mislijo na to, kako to zveni. Ker je to nekaj popolnoma neizgovorljivega za tujca, včasih pa še celo za slovensko govorečega. In tudi priimki, ki jih imajo osebe, ki nastopajo v tej knjigi, sem se kar, bom rekla, vsaj pri nekaterih, pri glavnih, no, sem kar nekaj vložila energije ali pa ne vem, kako bi temu rekla, brezdelnega strmenja v zrak, ker takrat najboljše ideje pridejo, da sem se jih domislila. Recimo Vera Fleiss je, kot vemo, v nemščini mrljiv pride, kar je pravzaprav lahko kompliment, tako kot sem ga jaz tebi prej dala, lahko je pa tudi žaljivka, ne? Ker nekomu rečemo, koliko si ti priden, kar pomeni, da mu nekje drugje zmanjka. Ali pa da je pač mrljiv, delaven, ker mu drugega ne prostane. Se ne znajde. Ja, kar povej. In ja, skratka, to je to, kar se tiče besed, če se bolj bova pozneje še pa vrnili k bibavici ali pa kaj podobnega. Ja, ne, zdaj, ko si jo omenila, ne greva nikamor. Stanemo še nekaj časa v morju. Ti imaš, jaz imam tak občutek, do besed tak odnos, boš popravila, tako si jaz od zunaj to predstavljam. Jaz te vidim, kada v bistvu z njimi ravnaš, tako v belih rokavicah, ko si recimo nek arhivar nadane bele rokavice za nekaj, kar je res vrednega, lahko se dotika. In meni se včasih zdi tako, ko berem neke tvoje stvari, pa lahko je to knjiga, lahko je, ne vem, kolumna, lahko je pa tudi nek sam Twitter zapis, ne. Kada grem tako mimo izložbe z Dragulji in ti si postavila besede tja noter, take, ki jih se ne bi spomnili, da bi jih dali takole skupaj. Enkrat dejansko sem razmišljala o tem, pa ne, nisem tako sama všečna, da bi razmišljala o tem v povezavi sama s sabo in svojim pisanjem, ampak sem neki junakinji, ki v bistvu še ostaja v drobovju mojega računalnika, ni še zares v nobeni zgodbi se utelesila, ampak ta oseba živi nekje v tujini in se le redko sporazumeva v materinščini, ki je slovenščina. In potem vsakič, ko kaj napiše o tem, je to tako, se počuti, kot da bi vzela iz te, kako se reče, šatulje družinski nakit in pač pazljivo pregleduje tiste, ne vem, zlate ogrlice in ne vem, kakšne biserne koralde in tako naprej. In tako rokuje tudi s temi slovenskimi besedami. Mislim, da je nekaj nezdravega tudi v tem, kako Slovenci doživljamo naš jezik. Ker dostikrat mislim, da to tudi moji sodelavci na Inštitutu za slovenski jezik ugotavljajo,
da imajo ljudje preveč malikovalski odnos, mogoče celo do slovenskega jezika, da je to včasih kontraproduktivno oziroma jih utesnjuje in jim v bistvu vzbuja strah, še preden usta odpro ali pač naredijo neko črto na papirju oziroma zapišejo neko besedo. Tega si treba znebiti, ne? Jezik je pač orodje, jezik je popolnoma nevtralen, jezik je tisto, kar mi hočemo, da je. In z jezikom se pa lahko tudi igraš. Zato je pisanje tako zabavno opravilo. Ne samo zato, ker pač lahko z besedami in stavki pričaraš like in to spet ta druga razsežnost, ne? Bibavica je ena od besed, mislim, da si nekoč napisala, da je to najlepša slovenska beseda. Ja, a ni krasna? Ja. Katere pa še imaš, recimo, tako v naboru, v tem jagodnem izboru, v tem draguljarni v izložbi? Mislim, to zdaj ni draguljarna, to je kar za vsakodnevno uporabo, ker res kar razmetavam z njimi, ampak meni bržčas mi je zelo všeč. Ja. In žal ne izgovarjam tako pogosto, kot napišem, no. Nekaj od teh besed tudi, ne vem, verjetno se bo kdo spomnil še časa, ko se SMS-e pisalo tako, da se pač to 140 znakov je bilo vse, kar je bilo na voljo, ne? In če si to prekoračil, ti je operater zaračunal 2 SMS-a, ne? In v tem trenutku oziroma v teh letih sem se zelo izmojstrila, da sem poiskala najkrajši možen izraz, ne? Vse tudi pri časopisu je podobno, ko pač tiste naslove potem krajšaš in daljšaš, ne? Ampak to ni, bom rekla, to je kar pomembno, no? Mislim, pač v tem trenutku pa globlje zakopljaš v jezik in začneš tudi to razsežnost gledati, kvantitativno, bom rekla, ne samo kvalitativno. Ja, bržčas je recimo krajše kot najverjetneje, ne. Tako da to mi je všeč. Potem, kaj se še sprašujem, kolodvor je meni zelo všeč, ker mi je tako tak nek dvor za vlake in kot otrok sem si predstavljala, da vlaki pridejo nekam in je tam razsvetljeno in zelo slovesno, da se jih tam pričaka, malo da ne s fanfarami, tako kot neke pač dvorje, ne, dvor kralji, kraljeve družine in tako. In tudi ta postaja, kolodvor ljubljanski, mi je bil od zunaj, mi je vzbujal neko tako asociacijo na pravljice in to vse drugače, kot je v resnici žal zdaj, no. Z domišljijo delaš vaš čas. Mislim, da si nekoč rekla, da si jo imela že, pač, da si že od otroštva dalje, da si v bistvu zelo kopala potem. Ampak vsi otroci to imajo vsi, ne. Zakaj izgubimo pol to? Ja, ne vem. Večina ljudi verjetno. Ja, no, se jaz tudi nisem, zdaj poskušam zadrževati, mislim, so trenutki, ko ti domišljija prav pride in včasih tudi, ko si želiš, da ne bi pomislil, kaj vse se lahko zgodi, ne. Ampak večinoma je to kar prijetno. In tudi pri večini ljudi se mi zdi, da ponovno zbuditi. Sej, če se kdaj na kakšni zabavi ali pa kakšne srečanje začneš hecati s kom in potem zelo hitro ljudje dojamejo, da vendarle ni vse tako črno-belo in ni vse tako enodimenzionalno, da če pogledajo za stvari, marsikaj vidijo, ne. In recimo tako kot na tem ekranu tukaj, ki piše Liliput, jaz si marsikaj mislim, da to vidim. A vidiš, ti si edini po moje gost, ki je tole opazil. A veš, o tem govorim. Ampak to je ta profesionalna deformacija, to je zato, ker vse preberemo. Skratka, tvoje življenje, zdaj prešli bova počasih knjigam, ampak je res prepleteno z besedami, ne? Ja. Kako pomembno je torej zate beseda pa izražanje? Kako je to problem? Jaz sem med tistimi, ki rada verjamem, da je to tudi ne samo neka kaprica oziroma neka umetniški izraz moj, ampak da je to tudi v bistvu čist praktična vrednost. In se mi zdi, da če dobro obesediš neko zahtevo ali ne vem, karkoli, da lahko tudi imaš kaj od tega. Dostikrat je tako, da je to seveda odvisno od naslovnika, ampak mislim, da ravno zato je tudi branje knjig dobro na več nivojih, ne samo zato, da se ljudje naučijo empatije, da so bolj strpni in da so manj okrutni in tako naprej, ampak tudi zato, da znajo formulirati neko zgodbo. Govorim o tem čist klasični ekovski strukturi. Zaplet, razplet, junaka gre in tako naprej. Pač svet je sestavljen iz zgodb.
In zdaj to res v tem pravem pomenu govorim, ne o tem pomenu, ki ga oglaševalci tako po nemarnem uporabljajo in kaj jaz kar pikce dobim od groze. Zgodba o, ne vem, sestavili bomo zgodbo, zgodba o uspehu itak že uveljavljena besedna zveza, ampak kakšne take bedaste, no, skratka. Ja, ne, zgodba v resnici je termin, ki ima pač svoje zakonitosti. In če ti si domišljen, zdaj bo to pač skrajen primer, napišeš nek mail, ne vem, kaj pa vem, nekomu, ki je odgovoren za, ne vem, nekaj na občini in ti poskušaš nekaj doseči in če spišeš ta mail skladno z zakonitostmi, nagovor, začetek, zbudiš pozornost, poskušaš se nekaj čustvi igrati, ne vem, bodi si, da jih navdušiš, bodi si, da zastrašiš človeka, ne vem, karkoli, pa to ima obrodi nek sad. In jaz tudi recimo v tem svojem vsakodnevnem delu, ne samo v tem večernem šihtu, ko začnem pisati knjige, ne, tudi ko pišem maile novinarjem, ki so pač izobraženi in dojemljivi naslovniki za vse te čare zgodb in izmišljevanja, mislim na to in si domišljam, da mi kar pogosto uspe. Da so v bistvu maili PR-ovcev in so maili PR-ovcev, ne? Ja, so tudi osebni maili PR-ovcev, no. Mislim, tudi dostikrat se mi zdi, da več haska ima, če nekomu pišeš osebno, pa niti ni nujno, da ga poznaš, včasih je še toliko lepše. Se tudi jaz, če dobim od koga mail, ki me ne pozna, pa vendarle mi piše, se mi zdi to nekaj zelo ljudnega in zagotovo bolj ljudno, kot če me kdo kliče. Ta tvoj sedanji job, torej day job, to, kjer si redno zaposlena, kot smo rekli. S čimer si kruh služim. S čimer si kruh služiš, ne, je torej na ZRC SAZU, ne, v službi za predstavitev raziskovalnih rezultatov. Kako je delati z raziskovalci in znanstveniki? Krasno, ne? Ja, pač to so razumni ljudje. No, mislim, vedno je v vsakem kolektivu so ljudje, s katerimi se bolj ali manj ujameš, ampak se ni potrebno, da si najboljši prijatelj z nekom, da sodeluješ poslovno. So pač neke profesionalni odnosi z enimi, drugimi se pa pač imam več skupnih točk in ne vem, se pač bolj družimo tudi mogoče izven delovnega časa. Če se vrnemo nazaj na pisanje, zdaj zelo je aktualna tema umetna inteligenca. Kakšna bo vloga ali pa je vloga umetne inteligence pri pisanju? Kje te vidiš? Ja, to je zaplet v zgodbi. Ja, zaplet je takoj na začetku, ampak v resnici, no, to je seveda vprašanje za $1 milijon, na katerega nimam odgovora, sicer ne bi sedela tukaj, ne, ampak bi sedela nekje drugje in bi ljudje poslušali moje besede, ne kot ja, bi bili v bistvu res to kot suho zlato, če se pa vrnemo k tej metafori z dragulji. Zdaj treba mislim, če se pogovarjamo o slovenskem prostoru, ne, pač vemo, da v angleško govorečem svetu in ne v svetu literature, predvsem je zdaj v bistvu v svetu filma, ne, nekako se začel je ta uvodni zaplet, ne, kot vemo, so pač scenaristi stavkajo in njim so se pridružili solidarnostno tudi igralci. Gre pa za to, da je v bistvu, kot jaz razumem in tudi sicer mislim, da tako je, no, je pač scenaristika, pisanje scenarijev je veliko bolj timsko delo, kot je pisateljevanje, ampak temu se bom še povrnila, ker je tudi glede tega situacija v Sloveniji specifična. Tako da zdaj na našo srečo ali pa na njihovo nesrečo je pri scenaristika tako, da dejansko lahko nekatere faze pisanja scenarijev opravi neka umetna inteligenca oziroma nek program, ki ima dovolj inputa oziroma dovolj znanja, da pač to, bom rekla, sprocesira na najboljši možen način in brez človeških napak, ne. Gre seveda za prihranke, jasno to je vedno v ozadju tega, ne, pohlep pravzaprav, sploh pri filmskih študijih, mislim, da zaslužki niso zanemarljivega pomena. Je bil pa eden simpatičnejših prizorov, ki sem jih uzrla v medijih na to temo, da je bil nek scenarist. Mislim, zdaj, ko rečem scenarist, mislim pač nekoga, ki je to poklical, ki ni tisti verjetno, ki bi bil podpisan na filmski špici, ne. Tam je pač čudo enih imen, ljudi, za katere mi sploh ne vemo, ne. No, in glavnem ta scenarist je imel transparent z besedami
Artificial intelligence has no childhood traumas. In to je pač ta krilatica zabavna, da tudi v bistvu vsi pisatelji se iz teh otroških travm rodijo in se pač iz tega napajajo potem celo svoje stvarjalno življenje. Kar se pa tiče pisanja, no, je pa tako, da v slovenščini oziroma v slovenskem prostoru mislim, da je tukaj malo drugačna situacija, ker je pisateljevanje res zelo samotarsko delo in samotno in samostojno in individualistično. In tega ne govorim samo, to govorim kar malo v bistvu s prizvokom grajanja tudi, ker se mi zdi, da pač urednik na založbi, jaz imam glede tega dobre izkušnje, to lahko kar takoj povem, in sodelujem z uredniki in urednicami in cenim njihove pripombe, ki so vse vedno tehtne, ali pa tudi, če se mi prvi trenutek ne zdijo, malo razmislim o tem in je pač to nek feedback, ki si ga pisati želi. Je pa res, da obstajajo pa tudi ljudje, ki pa tega ne prenesejo, kar se meni zdi kar heceno v bistvu. No, in nekako ta mit in tudi uredniki, ki si niti ne upajo popravljati rokopisov, kakor se temu reče. Čeprav niso rokopis potem obvelja za zadnjo verzijo, ki tudi izide. Ne? In jaz bom zdaj dovolj nesramna, da bom povlekla vzporednico iz novinarskega sveta, ki se sicer ga že davno zapustila in bom rekla, nimam nikakršnih travm zaradi tega. Je pa res, da je tam pač kar dosti stvari se zgodi, ki te potem zaznamujejo, tudi v dobrem smislu. Ne? In sicer eno od teh je, da je tvoj članek je kolektivno delo. Sicer si ti podan podpisan, ne? Ampak vendarle je nekdo, ki kot rečeno te naslove pač oblikuje, pri čemer ti sodeluješ ali pa tudi ne. Oziroma pač je idealno, da to potem na koncu požegneš, da ne pride do kakšne napake. In ja, pač prostor, ne, spet smo pri tem prostoru, ne, te stvari se krajšajo, te stvari se preurejajo, te stvari se premetavajo od členitve po aktualnosti, da ne vem, pač nekih drugih formul. In to je v tujih medijih nekaj normalnega, ne, ko ti recimo bereš jaz pač izjemno rada berem sobotno izdajo Financial Timesa in to ni product placement, ker gre preprosto za najboljši časopis in je tudi dobil naziv Newspaper of the Year. Je pa zelo staromodno narejen iz dobrih člankov. Ampak avtorjev teh člankov je pa več, če tudi so zelo kratki. Kar pomeni, da pač je nekdo tam na terenu, recimo ne vem, v Kijevu ali pa v Lvivu, in nekdo, ki je pač v Bruslu, kjer je sedež NATO in oni pač tam potem poročajo o lovcih F-16, recimo. In v Sloveniji, v slovenskem prostoru se mi zdi, vsaj v tistem mediju, kjer sem jaz delala, je bilo dostikrat nenapisano pravilo, da v bistvu tisti avtorji, ki so bili najmanj gibki v jeziku, so bili potem najbolj vznemirjeni, če jim je urednik kaj popravil. In obratno. In zdaj, jaz bom pač dovolj samovšečna, da bom rekla, da sem si jaz vedno pustila vse popraviti. Ampak pač na začetku je bilo teh popravkov več, ljudje ti nekaj povejo, naučiš se, saj to ni oseben napad nate, ne, ljudje ti hočejo dobro, ne. Jaz bi rekla nasprotno, posebej na začetku kariere sem jaz blazno cenila urednika, za katerega sem videla, da je šel z lupo čez tekst. Seveda. In da ga je zmotila vsaka beseda in da je vedel, kaj je treba še enkrat preveriti, ne. Ja. Torej, v bistvu to je treba ceniti. In si predstavljam, da je pri pisanju knjige podobno. Tako je, ja. Mislim, pač čudo nekih stvari je. Zdaj pisanje knjige je še drugačnejše, ker je to izmišljen tekst, ne. In potem ti nehote, ne vem, junako v prvem poglavju pripišeš, da stanuje v drugem nadstropju, dokodar se pospne v lahnem drncu, recimo potem v naslednjem pač poglavju pa kar naenkrat v 7. nadstropju in do tja pa gre vedno z dvigalom, ker nikamor nikoli ne gre peš. Recimo, ne, govorim o tem, ker pač in zato je urednik, no. Ampak recimo, kaj med drugim. Ja, kaj recimo urednik, kakšne so te pripombe uredniške, ko ti oddaš knjigo in če imaš
če imaš srečo in imaš dobrega urednika ali dobro urednico, na kak način, recimo, v kaj se tudi recimo v like spušča, reče, da je nekdo premalo dodelan, ni dodelan? Seveda, seveda, to je smiselno. Mislim, ne vem, jaz lahko govorim o svojih izkušnjah, no? Ampak recimo tudi odvisno malo od, odvisno od tega, kako v kakšnih odnosih si z urednikom ali urednico, kar je seveda tudi na tem področju feminizacija poklica. Ampak če si ti pač v neki normalni navezi z urednikom, je to izhodišče je, da to ni nekdo, ki bi hotel tvojo knjigo poslabšati, ne? Ampak je nekdo, ki si prizadeva, da je to boljše. In ga zabava. Navsezadnje je to nekdo, ki si vzame čas in diha s tem in bere. In to so pripombe v tem smislu, ne samo, jaz mislim, da pač nekdo, ki je pisatelj ali sama za pisatelja, mora biti sposoben napisati stavek brez napak. Ne govorim zdaj o vejcah, ali pa ne vem, kakšnih takih minornih napakah, ampak govorim o tem, da mora biti napisano tako, da človek na prvo branje ali pa celo hiter prelet razume, zakaj gre. Če so to neke kače, če so to neka čreva, so še drugi poklici in ni treba, da se tukaj matraš. Resno to mislim. Tudi pri novinarjih to mislim. Lektorji so bergle, lahko so jezikovni svetovalci, ampak to so vse poklici, kjer je jezik osnovno orodje. To je, kot da bi kirurgi imeli artritis. To ni v redu, mislim, to je neumno. Ampak kakorkoli, absolutno je urednik nekdo, ki ti tudi vsebinsko popravlja, ki ti ne vem, se ti ne zdi, da bi ta človek, če ne vem, v prejšnjem, kot rečeno, pač neke te nedoslednosti, ki se pri grajenju lika lahko zgodijo, no. In tudi, ne vem, recimo, konec je prehiter, konec je deus ex machina, zakaj potem posegaš, zakaj ne bi to boljše? Te pripombe se lahko, jaz sem pač pri svojem zadnjem uredniku, recimo, Andrej Hočevar je to nabil, da povem, so bile sjajne, se oba smejala, tudi on mislim, da se je kar smejal, ko je bral in potem sva debatirala, jaz sem se ponekod strinjala, ponekod se nisem, oziroma sem mu pač povedala, zakaj se mi ne zdi in potem to je namenno. Da je tudi timsko delo, ne, kot praviš. Mislim, je timsko delo, pod katerim si ti podpisan, ne. Govorim pa zdaj, hočem pa pravzaprav tudi, zato smo pač do sem smo prišli iz te umetne inteligence, ne. Ker recimo v slovenskem prostoru je vendarle še vedno je samo pač pisatelj tisti, ne. V anglosaškem bom rekla, no. Je pa dostikrat pravzaprav res pravice pri knjigah, da so produkt, če so nastale na nekih literarnih delavnicah, recimo. Pustimo zdaj v tem, da jaz imam itak o tem svoje mnenje, oziroma se mi ne zdi, da pisatelji se ne rojevajo na literarnih delavnicah. Lahko pa je literarna delavnica sjajen v bistvu način, da se nekoga opismeni do te mere, da lahko napiše nek mail, ki bo obrodil sadove, recimo, in pač da gleda, da piše neke strukturirane tekste. Za pisatelja moraš pa imeti še kaj več, no, po mojem, in tega se ne moraš naučiti s kratkim tečajem. Ampak kot rečeno, daskrat je tudi tako, recimo vsi poznamo knjigo Normalni ljudje, verjetno, ne, od Sally Rooney, in verjetno poznamo tudi zgodbo za tem, ne, in če je kdo kdaj vzel knjigo v roke, tako kot jo jemljemo profesionalci, je zadaj dolg 2 strani, ne vem, kaj je to, niti ni kolofon, ampak 2 strani zahvalsta, ne. To so vse ljudje, ki so to obdelovali, predelovali, ki so pač zaznali, si predstavljam, zdaj bom spet hodobna, ne, v Sally Rooney nek potencial, da bi bila ona to, kar založniki ves čas iščejo, in to je glas generacije. In ona je to postala, with a little help from her friends, seveda. To pomeni, da so pač se ljudje potrudili in si predstavljam, so ji tudi sugerirali, in to je zdaj spet na avtorju, a sprejme to ali ne. V slovenščini pač to ni vprašanje, ker se tega ne predlaga, ker si ljudje ne upajo. Od uredniki, mislim, ne. V tujini je pa to, dobro, v anglosaškem svetu seveda so tukaj tudi, pač to je popolnoma drugo področje, no. Mislim, je založništvo, ne, ampak je založništvo in je založništvo in je založniški biznis in je to pri nas, kar imamo, ker pač knjige večinoma izhajajo subvencijo javne agencije za knjigo, kar je prav, ker pač slovenščina oziroma slovenski govorni prostor ni dovolj velik, da bi lahko knjige se prodajalo v zadostni meri, da bi založba pokrila stroške, plačala avtorju honorar ali pa tudi tiskarno. To je ekonomija obsega. Ti govoriš tudi o tem, da je slovenski literarni prostor precej zatohel, si mi rekla. Kaj s tem misliš?
Ja, to je kar pravzaprav to, s čemer smo pač prišli od tega majhnosti slovenskega govornega prostora, govorcev slovenščine, koliko 3 milijone, če preštejemo zraven še vse, ki se tega učijo, pa vse izseljence, ne. In vsi ti, ki tle živimo, in večinoma živimo v 2 večjih mestih, pač Ljubljana, Maribor, ne, ali pa tako, ki je vmes, se pa poznamo, ne. In s tem sicer ne bi bilo nič narobe, obstajajo še države, ki so še manjše od nas, Islandija recimo, Vatikan ne bom naštevala, ker oni niso po knjižni produkciji ravno znani, ampak gre za to, da je zaradi te specifike slovenskega knjižnega prostora, ki veleva, da so knjige subvencionirane, se dogaja žal tudi to, da so ljudje, pač s knjižno kritiko se ne more več preživeti, ne. In zdaj, kaj se dogaja? Dogaja se to, da nekdo, ki je avtor in piše knjige, obenem počne še to, da kritizira druge knjige. knjige. Pač Ja. to je zdaj besedna Ja, igra, ja, ja. ne. Piše ocene drugih knjig, bomo rekli, ne. In jaz priznam, da ne bi mogla biti objektivna. Jaz sem sodelovala v par teh natečajih za kratke zgodbe in moja prva zahteva oziroma vprašanje je bilo, preden sem sprejela to nalogo, je bilo, da se pač vsi ti teksti anonimizirajo. Za revijo Outsider si to. Tako je, ja. so bili tečaji. Ja. In smo se zelo hitro sporazumeli, da je to pač edini smiselni način, ker čim jaz vidim napisano tam nekaj, sem avtomatično bom začela iskati neke stvari, pač tako to je, ljudje smo, vsi smo krvavi pod kožo, ne. In jaz si v resnici ne predstavljam, da bi počela to hkrati, ne, da bi pač pisala neke ocene, mislim, ne zdi se mi higienično. In zdaj, ko to rečem, se to morda sliši kot izjava nekoga s privilegijem, ampak ni tako. Jaz imam službo, ki je redna služba, to ni nikakršen privilegij, to pomeni jaz pač, da samo delam 2-krat toliko, oziroma pač, da čez dan delam nekaj, kar mi omogoča, da pišem svoje stvari in da mi ni treba se preživljati z pisanjem nekih književnih ocen, ki so lahko večkrat kar na spolzkih nogah, mislim, na spolzkem terenu. Ampak ko si ti rekla, ne, da hočeš, da bi rada, da so anonimizirani, skratka, da preden ocenjuješ ti te, ki so poslali kratke zgodbe, to pomeni, da si hotela biti v bistvu poštena do teh ljudi, ne? Da nisi hotela, da to, kar veš o njih, kar Slovenija... Mislim, sama se polajšam tudi delo, ne? Pač bereš tekst kot in ga poslušaš, kaj ti tekst govori, ne? Ne pa ime. Kjer se vsi poznamo, ne? Ljubljana je dejansko, pa Maribor, pa Slovenija. Seveda, Slovenija. Mislim, pač vsi, ki se s tem ukvarjamo, sej že, mislim, Pač sej, kaj, če povem, da gre na Frankfurt, gre 70 pisateljev, jih imamo več. Jaz ne vem, mislim, no, najbrž kakšni še so, ampak prav dosti ne več, pa jih ni, ne. Tako da, to je kar moteče, no, moram priznati. Ampak ne vem, nimam ideje, mislim, nimam nekega sistemske rešitve za to, no. Kako, Agata, nastajajo tvoji liki? Ali pa recimo knjiga. Greva zdaj konkretno knjigam, ne? Ti si napisala recimo Česar ne moreš povedati frizerki, to so kratke zgodbe, Zakaj potujete v take dežele, potopisne kratke zgodbe, Nož v ustih, tudi kratke zgodbe, potem pa predtem je bila Tik pod nebom, roman. In ta zadnja, ki je bila kar veliko v medijih pred meseci, ne, Čmrljev žleb, ki je kriminalka, ne, je kriminalka. Agata je kriminalka? Je kriminalka. Neke vrste, ja. Ja, je kriminalka, ki krši pravila kriminalke, ne? Ja, ker jih pač nisem poznala. In sem zanje izvedela šele v spremni besedi Maja Novak, ki je pač erudit, kar se tega tiče. Izjemno spremno besedo je napisala, ne? Ona pravi noter, da pravila so tu, da jih kršimo. In tvoj detektiv v bistvu je antijunak, ne? Ja, popoln, ne. Ja. In tudi... Ne vem, če zdaj mogoče lahko razkrijem, da v resnici sem si ta lik zamislila šele malo pozneje. Se mislim, da on se šele v 2. ali 3. poglavju pojavi. Pozno pride in zelo malo ga je. On pa pozno pride, pa zgodaj gre, ne. To so te, ki delajo v javni upravi, ne. To je on, ne. On je utelešenje tega zdolgočasenega človeka, ki živi za tiste 2 tedna na morju. Še to mu ni prav zares užitek, no, ampak in dejansko sem se prav hudobno zabavala, ko sem si ga izmislila,
ker je res brezupen primer. In potem se je zgodilo to, in še naknadno sem ga vtaknila, pravzaprav, ja, ko sem pisala, ker pač ja, to lahko počneš, ne, mislim, lahko naknadno, ne vem, vtakneš lik v poglavje in potem pač se pojavlja, oziroma, ampak sej, on dejansko zelo, on je tam nekje v ozadju, kot neka revaš v tej semišjakni, ki nima denarja za parkirišče, nima denarja za nič, skratka. Ja. In ki v tem, da se je zgodil tam nek umor oziroma nek zločin, vidi priložnost, da bo lahko zastonj parkiral pa smučal. Ja, da bo služba plača pač pot do tja, ker ta Strmčnik je vendarle kar daleč, to je še naprej od Bohinja, gre službenim avtom, mogoče celo, ker najbrž na svojem nima zimskih gum in tako naprej, skratka, ja. No, v glavnem. In potem se je pa zgodilo nekaj neverjetnega in to je res to, o čemer govorijo, da ti kot avtor nimaš vpliva na svojo knjigo, oziroma ko knjiga izide, pač liki zaživijo po svoje in takrat je prepozno, kar si hotel z njimi narediti, da se jih lahko discipliniral, bi lahko naredil preden izide. No, in zgodilo se je pa to, da sem od več ljudi nepovezanih izvedela, da mi ta pomilovanja vreden policaj, bom tako rekla. Kriminalist? Ja. Zelo všeč. In da bi si želeli še kaj o njem. Ima potencial. Ja, potem sem se dejansko odločila in tudi deloma že izpeljala, oziroma zdaj to počnem, da bom v drugi knjigi, ki bo zadnja na to temo, dala več prostora njemu, kar ne pomeni, da bo kaj bolj občudovanja vreden, v bistvu bo bolj kot ne samo še nadaljevanje anatomije njegovega osebnega propada pravzaprav. Ker preprosto ne bo imel možnosti, no, ker bo soočen z nekim drugim likom, ki bo tako, bom rekla, superioren, da ne bo imel možnosti za boj niti malo. Še manj možnosti kot tukaj. Ja, še manj možnosti kot z Vera Flies, ki je že itak ga postavlja na svoje mesto. In v bistvu, ja, v tem drugem romanu se bom pa poigravala v bistvu malo s tem konceptom družbenih slojev, ki me zadnje čase zelo zaposluje. O pomenu, da Slovenija v resnici se mi zdi meni egalitarna in brezrazredna družba in da samo nekdo, ki ni nikdar pokukal, niti malo, niti na televizijo, da bi videl, kaj se drugod dogaja, lahko trdi, da je kle dejansko, da smo zacementirani, ker to je pač neumnost trditi. No. Da smo v primerjavi z drugimi deli sveta, ne? Ja. Še vedno... Mislim, to je pač ta dediščina socializma, ki jo imamo, poleg tega, da smo ženske zaposlene in da je to edina logična pot v življenju, ne, da ostaneš doma in da, ne vem, skrbiš za naraščaj in moža, pač se tudi samo realiziraš tudi karierno, ne. Da se lahko, tudi oboje, seveda, ja. Da se lahko, da potencial obstaja. Ja. Ja, no, recimo pri grajenju teh likov, a si ti najprej zamisliš, če sva pri Čmrljevem žlebu, najprej zgodbo, kako bo šla in kaj se bo zgodilo, ali si najprej zamisliš te like? Odvisno. Včasih, mislim, se to zdaj ni nobena skrivnost, pač ti liki so vsi izgrajeni iz nekih gradnikov, likov, ki v resnici obstajajo. Nikoli se pa ne lotevam tega, da bi iz resničnosti predstavila neka oseba živa v celoti v knjigo in to se mi zdi brez veze. To bi se počutila opeharjena v bistvu za ta mik ustvarjanja in izmišljevanja. Hočeš reči, fragmenti obstajajo realne. Recimo, vem, da si že rekla, da veliko bereš Črno kroniko, da so neke stvari, ki jih včasih tam. Ampak da tudi tam pobereš, da je kaj tako, ne? Tudi, ja. Ampak dosti krat tudi iz življenja, recimo pač ta lik Vere Flies, recimo v Čmrljevem žlebu, nekoliko je to pač pri moji babici, ampak bolj te stvari, kot so Biserni Johani in tako naprej. Pa to, da je rada govorila o ljudeh, ki jih je Udba prišla iskat, pa take stvari, no. To je pač čist neka povprečna družinska zgodba. Ampak kar se pa tiče tega, da je ta gospoda ima hotel, pa da se tam ukvarja s temi svojimi potomci, ki so vsi nesposobni, seveda. Se mi je pa ta ideja porodila, ko sem smučala v Avstriji in je bil tam nek družinski hotelček in vrsto let smo tja hodili. In dejansko je bilo tam nenavadno, ker so bile res same ženske. Vse so imeli ženske v rokah. Jaz ne vem, kaj so s tistimi moškimi naredili. Najbrž so jih požrle, kot bogomolke, jaz ne vem. In potem je pač ta ideja nekako iz tega je šla. No. Ampak različno. Pa tudi, mislim, to je pač vse stvar, ja, domišljija, naključji, igra naključji. Mislim, tudi ko jaz si pol naredim v eni točki, ni zdaj, da bi enkrat sem brala, mislim pač, kako
kako ne rečem, zdaj oproščeno bodi moje samovšečnosti, da omenjam sebe in Naguiba Mahfuza v istem stavku, to je ta egiptovski Nobelovec. On je pač naredil to krasno trilogijo, kairsko trilogijo, in sicer je kaj ta Cukrarska, Hiša poželenja, pa kaj že tretja, ne vem, bom pol pogledala Ozveščič. Dobro. On si je pač zamislil, tam je nekih 20-30 likov, ki jih spremljamo tam nekje z začetka v bistvu 20. stoletja do tega časa, ko se pač Egipt izvija izpod tega britanskega kolonialnega jarma. Ne? In on si je dejansko res naredil pač fascikle za vse te ljudi. Čeprav mu je pa malo mu je spodletel, časovno se pa ne izide. Ne? To pa piše Barbara Skubic pol pač v spremnih besedah, ne? Kot ponavadi prevajalci odkrijo tiste nedoslednosti, tam mu je pa spodletel. No, ampak jaz si dejansko, delam si ne fasciklo ravno, ampak si pišem, ne? Pač imam neki tam neke listke na mizi in si pišem, recimo, ne vem, Vera Flies ali pa ne vem, Roberta Brh, približno je rojen takrat, hodil je na srednjo policijsko v Tacnu, ki je bila še srednja policijska, ne zdaj, ki je policijska akademija, ne? In take reči, ne? Tako da pa v bistvu že sam iz tega, pa mislim, jaz vem, kako izgleda, jaz bi ga prepoznala. Ti ga vidiš? Ne, mislim, vidim ga in tudi se mi včasih zgodi, da srečam en lik, ki me spominja. Mislim, srečam neko živo osebo na cesti, ki ravno zdaj sem tega, ne bom povedala, kdo je ta drugi lik v tem novem romanu, ki ga pišem, ampak dejansko bil en gospod tak. Torej to je moški lik. Takega nadvlada. Oba sta moška, takega nadvlada, ker pač je bilo, A vidiš, da je igralce? Ne, pa ne. Ker vem, da so te spraševali, a bo posneto tudi po tej tvoji kriminalni zgodbi, ki ni klasična kriminalka, če bo posneto kdaj. To je zdaj kar, kaj ne rečem, pač je vprašanje, ki se ponuja na pladnju, ampak mislim, kaj pa ne rečem, ne bom jaz rekla, ne, to pa ne dovolim. Seveda bi bila počaščena, ampak mislim, da ne gre za to. Pravo vprašanje se glasi, ali je mogoče posneti kaj po tej knjigi Čumrljev žleb. In kakor so mi pač pojasnjevali ljudje, ki so bolj, bom rekla, podkovani v tem in se tudi imajo neke kilometrine v filmu, so rekli, da je to zelo težko, ker pač... draga produkcija. Produkcija, ker je raztegnjeno... Tako kot še dlje kot pri Mahfuzu, ne? Od začetka praktično, se je tam 20. leta 20. stoletja do recimo tam nekje 20, ne? In pa tudi pisano je tako, da je popolnoma nemogoče, mislim, se pač to je naloga scenarista, ne? Ampak jaz sem to hote pisala tako, da v bistvu ta dogajalni čas, pravi dogajalni čas je 6 dni, 7 dni, ker sem tudi hotela dati podnaslov, kaj se je zgodilo od Strmčnikov v času enotedenske smučarske karte. Ampak to mi je bil nekakšen, pa sem spustila seveda, to mi je bil nekakšen okvir, ne. In pa pač te liki, kar naredijo, ne, se oni resnično naredijo, oni se sami med sabo obveščajo, našel se truplo, kaj pa zdaj, kaj bomo, in tako, ne. In pa pač tudi prepuščeno malo bralčevi domišljiji. Zelo veliko je prepuščeno bralčevi domišljiji. Ampak, sej tistka bere tako, da pozljivo bere, mu je jasno, ne. Imajo pa vsi ti liki flashbacke, ne. In to je pa to, kar pač pripenjaš pol na to osnovno strukturo, no. Kar je težko, ne. Mislim, za film je to kar nehvaležno, ne. Kaj bolj večinoma si predstavljam neka linearna, kronološka pripoved, ne. Sreča pa ta tvoj, ne, detektiv. Oziroma je omenjen tudi detektiv Tadeja Goloba, ne? Notor je, ta razbirsa je omenjen, ne? Zdaj, a se bosta srečala v tej drugi knjigi? Nekje pa. Ne, to sem si to so pa te cvetke, ki si jih lahko privoščiš. Ne boste se srečala, se je tudi v tej knjigi omenjen. Ta razbirsa je zanj nedosegljiv ideal. On ima tam tako gled v službi, da ta revež Roberta Brh, mislim, se on tudi v resnici hodi v službo ne zato, da bi pač razreševal primere, kar se bo v tej knjigi še bolj akutno pokazalo. On hodi pač čist neke druge stvari početi, no. Ukvarja se veliko s polpreteklo zgodovino? In tudi zdaj bo še dlje se bo potopil še v preteklo zgodovino, čisto pravo zgodovino ga bo zaneslo.
In ja, pač vir vsega zla internet, ne, ki ga on uporablja dejansko kot tako, kot bi ga morali vsi, kot zakladnico informacij. A veš, zanimivo mi je bilo, ko omenjava polpreteklo zgodovino, si v intervjuju za Dnevnik, ne, rekla en zanimiv citat, prav zadev me, no. V resnici je človek vedno človek, ne glede na režim. Najhuje je, da v vsakem režimu obstajajo ljudje, ki so izmuzljivci, podlasice in to so večinoma isti. Ampak se to je univerzalna resnica, to ni ničesar novega nisem povedala. Mogoče si samo lepo ubesedila, ne? Jaz mislim, da je zelo lepo to besedo oziroma popisal Drago Jančar v romanu Ob nastanku sveta, kjer potem opisuje, kako so tam ob osvoboditvi Ptuja ali Maribora, najverjetneje Maribora, isti človek, ki je takrat v isti glas vzklikal z Nemci, potem pozdravljal osvoboditelje, partizane. In to je pač, ja, to je spet del tega hashtag človeški smo, ljudje smo pod kožo, smo vsi krvavi, ne. Ampak, če lahko še dodam, obstajajo pa tudi ljudje, ki so vsem režimom trn v peti. In te pa so tisti, ki jim gre vse moje spoštovanje. Eden takih likov je recimo Angela Vode, ki je res tragičen lik, ampak je gospa, ki je dejansko bila protokomunistka, pač v zgodnem času, ko je bilo to še preganjeno, je bila takrat tudi v zaporu in potem vemo, kaj se je zgodilo potem je šlo pač kot ponavadi, dostikrat za neke osebne zamere. Predstavila je v zaporu, v Reichenburgu je bila, kjer sem se zadnjič, sem si šla to ogledati. In potem je pa pač doživela socialno smrt, se je ni smela ničesar delati, ne, ni smela pod tujimi imeni objavljala pač prevode. Ljudje, ki se ne uklonijo, torej. Ja, mislim, se ne vem, kaj je to pač njej naredilo, ne, živela je kar dolgo, ne, kot vemo, do 80-ih pol. Namreč, zakaj to razlagam? Zato, ker se v bistvu spogledujem z idejo, da bi Bog ne daj ne o njenem življenju pisala knjigo, to bi se mi zdelo preveč ambiciozno, ampak o nekem drugem liku, o neki drugi ženski, ki je tudi resnično živela in je opravljala splave. In je ta njena obrt, bom rekla, je bila v vseh režimih preganjena. In govorimo pač o tem predvojnem pa povojnem, ne. Obenem je bila pa v vseh režimih ena taka zaupnica ženskam, ker je pač, mislim, se je to večno vprašanje tega splava, se to ni zdaj, da bi ženske se kar za hec za to odločale, ampak pač dobro premislijo in potem, če tega ne morejo po legalni poti urediti, se zatečejo k takim osebam, kot je bil ta gospa, o kateri bi jaz rada napisala nek roman, ko se... Odlično. Tako da, ja. Bomo z veseljem čakali. V oddaji Razgled in razmisleki si leta 2020 rekla, da si bolj vizualen tip in si bolj te svoje opise, o katerih govorite tam, si primerjala z potezami Čopiča, ne. Kot otrok si tudi rada risala. Praviš, tam sem zelo gostobesedna, a včasih je treba kaj tudi izpustiti. Kako se odločaš, Agata, kaj potem izpustiš? Ko rišeš te... Dovolj časa mora miniti, da se svežimi očmi zapeljem po tekstu. Se veš, kako je to, ko pač če se eno in isto bereš, tudi napake spregledaš, ne? Ker se pač zaradi te čudovite lastnosti človeških možganov sestavijo vse besede v smiselno celoto, tudi če črke niso pač pravilno razporejene, ne? Ja, zato pač pisanje knjig ni delo, pri katerem ne smeš hiteti, oziroma se ne bi smel, no. In ko pač ti moraš to brati kot naivni bralec, ne? In če vidiš, da nalagaš, brišeš in pač zbrišeš, ne. To je po mojem edini način. No, pa seveda urednik potem to tudi naredi, ne. Dedki in babice so zakladnice zgodb, da si jih rada poslušala že v otroštvu, prej si nekaj že omenila svojo babico. Starci so super, rečeš v tej oddaji, pogosto so prezrti v naši družbi, ampak pri tebi pa imajo v bistvu vse te stare osebe in plasti, in so dobri, in so slabi, niso enodimenzionalni. To je v bistvu nek način boj proti starizmu, ne, ki ga je naša družba polna. Da jih narediš
Take, kot so v življenju, v realnem življenju. Ja, pričemer se meni zdi v bistvu, ne, starci so super, ja, ljudje. Mislim, vsi bomo starci, tako kot smo vsi bili otroci. Saj to je nesmiselno se pač pritoževati na tem, da so dojenčki hrupni ali pa otroci, ne vem, kričijo, ker pač vsi smo to počeli. No. Če pa nismo, je pa narobe nekaj z nami bilo, oziroma pač tistimi, ki niso. Ne. Ja, pri starejših, lahko smo politično nekorektni, pa govorijo o starcih. Pri starcih je meni super to, oziroma se mi zdi posebej krivično do njih to, da dostikrat se pojavljajo liki starcev, ki so samo dobri in blagohotni. In to je enako slabo, kot če se jih riše kot samo hudobne. Seveda. Pač vsega so zmožni. Sej veliko ljudi na stare leta postane zločincev. In se mi zdi to super. Mislim, ne, da se mi zdi super, ampak pač zdi se mi... Prav, da se tudi v literaturi jih na ta način obravnava, kot osebe. Ne? In dejansko o tem sem začela razmišljati, ko sem nekoč bila v Trstu, kamor sicer tudi večkrat grem, kam je zelo všeč. In tudi sorodstvo, mislim pač korenine moje segajo tja. In pač Trst je mesto starih, kot vemo, ne? Ker je zaradi primer tega podnebja krasnega, zelo veliko ljudi se tja preseli tudi potem. In pač živijo od teh, ko se reče, imajo neke sklade, večinoma, nekako imajo pač te pasivne dohodke in potem v Italiji je to bolj, bom rekla, bilo nekako se je dalo to narediti in potem se pospravijo tja. In logično, kaj se dogaja v Italiji, ne, no pa še marsikje drugje, pri nas še ne, ampak tudi oni se potem najamajo neke negovalke iz Filipinov, iz Romunije in to badante, ne. In res pač zapazim nekega dne, zelo je bilo separno na tej postaji openskega tramvaja, enega gospoda, ki je bil res popolnoma preperel že, pač res kot mumija, imel tisto belo kožo napeto čez štrleča lica in bil je res videti že zelo star. In z njim je bila neka negovalka, ki je bila popolnoma neobčutljiva. Kar pač najbrž moraš biti, da lahko to delo upravljaš. Niti tega ni opazila, da je on kinknil, glavo mu je omahnila in je bil čist zverižen, res, kot tist preperela guma. In potem sem jaz ga gledala in se mi je smilo in potem kar naenkrat v enem trenutku sem začela razmišljati, da kaj pa je njegova zgodba življenjska in pač, no, kot najverjetneje tudi kot obrambni mehanizem in se je ta gospod smilo, ne. Ampak sem si rekla, kaj pa če je on eden izmed tistih, ki so delovali v Rižarni, ki je bilo pač to nam najbližje, mislim, to znano taborišče, fašistično oziroma celo dispečerski center, ne, oziroma ne, prav imeli so to peč. In ko sem raziskovala to, kaj se je tam zgodilo in tem tudi napisala eno od teh reportaž, pogojno rečeno, sem izvedela, da pač žal je tam ni bilo tako kot pri nürnberških procesih, ko so vsaj nekaj teh nacistov polovili in obsodili in usmrtili, so kle pač večinoma ti fašisti in njihovi prijatelji nacisti pobegnili, tako ali pa drugače. V 60-ih letih so nekako šele začeli to raziskovati. Teoretično bi lahko nekdo se vrnil v svoje mesto, Trst, kot fašist, ostarel in se pač tam prepustil rokam ene romunske oskrbovalke in mirno živel naprej. Tako da, ja, mislim, pač absolutno so, stari ljudje so zanimivi zato, ker imajo toliko več plasti v sebi, no, in ker pač nam lahko povejo v časih, ko še sami nismo bili živi in nam to povejo iz prvoosebne perspektive, si to je jasno. In ker nosijo toliko več zgodb, kot recimo mladi ljudje nosijo. Tako. Skratka, ta tvoja zgodba je kriminalka, ki pa ni klasična kriminalka. Navdih si rekla, da te koščke pobiraš tudi iz realnega življenja, ne bi pa nikoli, če sem te prav razumela, oziroma ne želiš pa ti pisati autofikcije. Autofikcija je nekaj, kar je zelo popularno zadnja leta, o tem pa nisi razmišljala. Ne, mislim, autofikcija je absolutno logičen odgovor oziroma logičen produkt časa, v katerem živimo, ki je čas selfijev, čas
o nekih ekshibicionističnih tendenc, ki se na vseh področjih kažejo. No, zadnje tudi ta porast dokumentarcev, ne bom rekla, da je to ekshibicionistično, ampak je pač nekaj resničnega. Ne? In v resnici smo prišli v zadnjem času iz obdobja izpred mogoče, 20 let, ko so bili filmi, v katerih je na začetku pisalo posneto po resničnih dogodkih. Je bilo nekaj, kar je bilo za gospodinje, kar je bilo za neke gospe, ki so bile doma, ki so tam se malo tudi kakšno solzico potočile, nekaj tazga bolj pofala. Ne. In zdaj to po resničnih dogodkih je meni malo, bi rekla, delikatno oziroma vprašljivo tudi zato, ker, kot rečeno, novinarstvo pač človeka zaznamuje na več nivojih in eno od teh, razen tega, da pač pišeš kot kolektivno delo. Eno od tega je tudi, da pač pisanje po resničnih dogodkih je dobro samo za kolumne, ne? Kot nek start. Pač ti izhajaš iz tega, kaj se ti zgodi, grem po cesti, name pade recimo, drevo, kdo na mestni občini je kriv za to. Pa širima se. To je pač primerno. Ne? Zdaj, da bi pa iz tega knjigo naredil, sicer to s tem drevesom moram priznati, da je kar v redu začetek, no? Ampak stvari so bolj banalne. No? Ja, ne vem, nikoli si nisem predstavljala, oziroma z drugimi besedami, počutila bi se opeharjeno za to, da bi neko zgodbo si izmislila. No? Zdi se mi, da ti ta status pisatelja, ki si ga jemljem, daje v bistvu toliko več možnosti, da lahko toliko več si izmisliš, da si lahko pravzaprav res režiser, če hočeš tudi taki, ko se reče, lutkar, ne? Ti imaš v bistvu popoln nadzor nad svojimi liki in lahko res narediš z njimi, kar želiš. Ne? Zakaj za vrage bi to zavrgla za nekaj, da bi pisala o sebi? A te mogoče pri tem ovira tudi to, da bi s tem lahko prizadela ljudi, za Knausgard, ne? Knausgard, ne? Ki smo ga, mislim, ki je eden od pač piscev avtofikcije, recimo, znani so te njegovi romani oziroma knjige Moj boj, ne, mislim, da jih je 6. Njemu se je kar en del sorodnikov odpovedal zaradi tega, kar je on noter napisal o njih in o svojem življenju. Nekdanja žena, tudi izjemna sicer pisateljica, bivša žena Linda Bostrom, ona recimo priznava, da je on vrhunski pisec in da ta njegova avtofikcija, ta njegova realna pripoved z nekimi elementi, ki dopolni to, kar se ne spomne pač po svoje, ne? Da so to dobra dela, ampak hkrati pa omenja narcisizem, ne? Da v bistvu na ta način, kot se je on te romane napisal, da v bistvu gre tudi za narcisizem, oziroma takole je rekla za Guardian pred leti, da pravi, to so dobri romani, a na osebni ravni sem bila jezna, da ta njegov pogled nanjo v knjigah je tako omejen, videl je samo tisto, kar je sam želel videti, kot da sploh ne bi mene poznal. Ne? Sprašujem se, pa to so knjige in knjige, kjer je ona nastopa. Ne? Od detajlov, kaj so jedli, do v detajle opisanih prizorov, kako otroka pač peleš v vrtec. Ne? Sprašujem se, pravi ona, ali je tudi on eden od pisateljev, tistih moških pisateljev, ki ne znajo pisati o ženskah. Skratka, a tebe, za začetek, a tebe v bistvu tudi to ovira, da bi ljudi, če bi pisala o sebi, da bi ljudi lahko prizadela ali pa da bi ti lahko očitali, da si videla sam njihovo plat. Dejansko kot novinar pač na drugačen način delaš. Pravzaprav je tako. Takoj na začetku moram priznati, da Knausgarda nisem brala. Brala sem Deboro Levi, ki se mi zdi kot zbirka dobrih kolumn, dobro napisanih in duhovitih. Ampak se ona še druge stvari pisala. Brala sem nekaj klavrnih, moram reči, slovenskih poskusov, ki se mi zdijo tudi niti zbirka kolumn, ampak dobro, in mogoče bi morala malo več pogledati. Poudarjam še enkrat, da je dobršen del literature je zgrajen iz elementov, ki so bili resnični, ampak pri avtofikciji me pa moti to, da gre za dejansko kronološki posnetek ali pa ne vem,
velikokrat je res tako, da si nič ne zmislijo. Ampak ne gre za to. Jaz preprosto nimam svojega življenja za tako zanimivega, da bi se razgaljala. Ne čutim te potrebe in tudi ta pripomba, da so se vsi skregali, vse to je znana stvar. Ne? To je rekel tale, kaj že, Buda iz Predmestja, da pač če nisi napisal, če se po izidu tvoje knjige nisi skregal vsaj z neke sorodniki, knjiga ni dovolj dobra. Ne? Ampak ne, mislim, je tudi res, da ne čutim potrebe, da bi se kregala. Nisem zelo konfliktna osebnost. Najbrž je ta gospod ima neke druge vzgibe v sebi oziroma je pač se odločil za to pot. Ne? Mogoče ima tudi kaj opraviti s tem, da je moški s tem, ali pa ne vem. A si ti mogoče deliš to mnenje z njo? Mislim, koliko je tega, da si, po tvojem mnenju, da si mnogi moški pisatelji ženske like zastavljajo bolj enodimenzionalno kot ženske pisateljce? A je to? A opaziš ti to? Ne. Mislim, da ni pravila. Mislim, da je tudi, odvisno da ni od pisatelja do pisatelja. Odvisno je čisto od pisatelja do pisateljice in pač mislim, nesporno je, da smo tako pisateljice kot pisatelji egocentrični. Kar ti najbrž nekoliko oteži to, da spoznavaš druge, ampak poskušaš to nadoknaditi. Tako da bereš tudi druge knjige ali pa ne vem, opazuješ. Jaz recimo zelo rada opazujem ljudi, ne da bi vedela, kaj se pogovarjajo. In ta dinamika ljudi, ne vem, na klopi recimo ali pa za mizo ali pa tako naprej. Ne? In poskušaš ugotoviti malo in poskušaš to dinamiko odnosov rekonstruirati. Treba je znati gledati. To je zelo pomembno za vsakega pisatelja, se mi zdi. Ampak če pa pišeš avtofikcijo, ja, ti pa tega ni treba, tako da še ta razsežnost umanjka in ne vem, mislim, se v resnici pač v najboljši veri je to storil, zdaj najverjetneje gnalo ga je najvrš to, to je dobro, si vedno vprašanje zastaviti, to je Zakaj piše? Tako, urednica Jelka Ciglenečki mi je enkrat dala zelo dragocen nasvet. Ne ravno, ja, zakaj pišem, točno to, ampak zakaj ne pišem? Ne, ona je rekla, vsakič se vprašaj, kaj bi rada povedala s tem. In to je res. Zdaj, če si ti želiš doseči to, da si slaven, pa to absolutno ni prava pot, ker je tudi preveč dolga in preveč vijugava in je boljš, da vplivneš na Instagramu. Jaz v oklepaju bi tukaj rekla, da jaz sem brala Knaus Gabla pred leti in bila očarana, mislim, tudi zdaj po moje, če bi ga šla spet brati, se mi zdi, da izjemno dobro zapiše, da neke fragmente, ko so tako, ko bi bili meni fragment delec neke misli, pa ne bi niti znala dobro ubesediti, on ne samo, da je v besedi, on še cel sistem okrog nje naredi. Tako, tle se mi zdi izjemen. Mogoče moramo vzeti to v roke in si popraviti okus. Ja. Ampak, ko sem brala intervjuje z njegovo nekdanjo ženo, se mi je v bistvu tako vse zavrtelo, ne? In sem videla v bistvu tisto, kar ni bilo napisano, kar ima ona v glavi, ne? In kar recimo z njegove perspektive ni prišlo ven. Ne? Temu se reče, da ne smeš mešati avtorja pa dela. Ne? In to je to, česar v Sloveniji ne moramo. Hotel sem te vprašati, ko si to brala, a si kdaj imela, jaz sem pač pri tem, kar sem jaz brala, avtofikcijskega, v slovenščini, sem imela dostikrat občutek te zadrege iz druge roke. Mene so obhajali podobni občutki, kada bi nepovabljena začela brati neke zapiske, ki jih je pač avtor ali pa avtorica po navodilu psihoterapeuta pisal. Jaz ne bi smela tega videti. Meni se je tako zdelo, da sem nekam nepovabljena šla ali pa da sem, ne vem, nekomu odprla vrata na javnem stranišču in je nekdo noter in ne, nočem. Ne, jaz sem večkrat imela občutek, recimo, a njegov brat tudi tako videl, ker recimo, ko opisuje iz otroštva. Pa ne on napiše. Ja, ali pa, ampak to, ta odnos ali pa ženo, sem pa šele, ko sem v bistvu intervjuje z njo brala, sem se začela spraševati, kako bi bilo, če bi ona na enak način napisala v bistvu. No, pa ni, ne, dele, ona piše fikcijo. Piše tudi o sebi, ampak očitno odnos do drugih ljudi drugače fura v teh knjigah. Mislim, meni se zdelo res pri teh
tudi v bistvu, pač, ko nekdo izda neko tako delo, no, o katerem se tako razgalja do te mere, da je to že res lahko, ko bi rekla, nelagodje povzroča, se pa res vprašam, kakšni ljudje potem posegajo, ne? In si ne morem najti drugega odgovora, kot da so to ljudje, ki so tudi sami v neki stiski in potem iščejo potrditev, da gre drugim enako slabo ali pa še slabše kot njim. Kar v bistvu iz teh avtofikcijskih knjig ne dela nič drugega kot neke nove knjige za samopomoč. No, Knaus Garda vseeno priporočam. Point taken. Pač bom upoštevala na svet. Ja, s tem kar vemo, v bistvu, kar je ona povedala, oziroma na kar se ona potem nanaša. Ampak to bom pozneje brala. Tako. Če se lahko vrnem malo k novinarstvu, zelo na kratko. Tvoja prejšnja kariera, skratka, bila si novinarka Dela in ta pogled nazaj, pred kratkim, ko sem se pripravljala na ta intervju, sem prebrala, kaj si rekla o novinarstvu. Da vidim, opatla je. In me je zelo zabavalo, ker si rekla, da si bila, ko se je ta kariera novinarska končala, ne, in ko si šla v to drugo kariero, torej reden job na ZRC SAZU in pa nočno pisanje knjig. Vesela sem bila, da sem se znebila te prisile v novinarstvu. Dostikrat se namreč pogovarjali z ljudmi, ki so dolgočasni, ki ne samo, da nimajo kaj povedati, ampak tega niti ne znajo ali pa celo govorijo stvari, ki so napačne. To me je vedno tako jezilo. Obenem si kot novinar zavezan k resnicoljubnosti in moraš napisati vse, kar si slišal. In praviš, da si po svojem prestopu si potem iz neke objestnosti si dala duška kot otrok, ki najprej se 20 let mori, da ne sme skakati po lužah in ti si zdaj ta otrok in lahko skačeš po lužah. Ja, jaz sem pol pisala, pač literatura pol si lahko zmišljaš, ampak ne, tle je šlo bolj za to, da pač ti kot novinar si poslan, pač moraš iti se pogovarjati kar k nekim ljudem, ki pač delajo neke poklice in so neki inšpektori ali pa neki, česar ne počno zares žarom, ne, in temu primerno tudi govorijo o tem, ne, in še sploh je to razmerje, ti prideš tja kot novinar iskat neke, ko bi rekla, odgovore na javnost zanima, zakaj tega ne, zakaj skrivate in tako naprej, in pa so oni ljudje bili tako čist nesrečni in to o takih stvarih govorim, ne. In je pač to zoprno, ne, to ni bilo nekaj, kar bi človek rad počel, ne. In zaradi tega sem jaz pol dostikrat naredila, ne samo, da ko sem prišla v redakcijo, sem pač spisala nek tekst o tem, kaj se dogaja ne vem kje. Pa sem pa naredila še neko, bom rekla, neuradno verzijo. Tam je pa tako bilo, kakor sem se jaz zamišljala, oziroma sem se norca delala malo pač iz vseh, ne. In pač, mislim, jaz sem tako zadnjič sem se spomnila, cela vrsta razlogov, zaradi katerih sem jaz to novinarstvo čisto narobe doživljala. Recimo, kaj se mi je dogajalo, to, da sem pač, ne vem, pisala o, recimo, ne vem, nek dogodek, ki se ciklično dogaja, ne? Recimo Ana Desetnica, kar je super stvar, pač greš, popišeš malo, tako lahko celo kot reportažno, pogovori in tako naprej. In jaz to recimo grem, naredim, poletje je to blazno hvaležna tema, ne? Ker ni drugih stvari in se pač to dogaja v mestu. Fotke, vse je super. In kaj se zgodi naslednje leto, meni piše PR-ovc spet to, ne. In jaz sem to skoraj da kot žalitev vzela. Zakaj bi pa še enkrat to počela? Če si to že obdelala. Tako, kar je v bistvu norost. Zato jaz nikoli nisem bila zares dobra novinarka, oziroma jaz nikoli nisem imela nekega področja, ki bi ga pokrivala, ne. Ker bi umrla od dolg časa. Ali pa da bi morala pisati, ne vem, mislim, sej, ne vem, če se to zares zavestno odloči, da boš pisal, ne vem, o pokojninski reformi, recimo. In vsako jutro vstaneš z mislijo, da boš pač šel na novinarsko konferenco in boš tam raziskoval o tem, kaj je novega na področju starosti, upokojitve ali pa kaj pa, ne vem, mislim, moraš biti res predan, no, ne, nikoli nisem bila za to. A se ti zdi v bistvu, mislim, da si nekje rekla, da ti je bila narejena usluga, da nisi več v bistvu v tem poklicu, da si se veliko bolj našla zdaj recimo v tem, kar počneš? Mislim, zdaj delam, ravno to sem hotela povedati, zdaj delam z ljudmi, ki niso prisiljeni to početi, kar delajo. Oni pač res to počnejo z veseljem in žarom, nekateri tudi. In čisto drugače je s takimi ljudmi se pogovarjati, no, in tle gre za neke, mislim, pač zdi se mi, no, da me jemljajo kot neko enakopravno partnerko pri tem, da
pač moja naloga je, da njihovo delo predstavim javnosti in tudi oni bi mislim, to ni zdaj, da bi jih javnost zasliševala, ne, ampak pač dajo to v uporabo vsem, ne, se to davkoplačevalci vsi plačujemo to, kar oni počno in je smiselno, da se potem to nekaj razvije o tem, ne, in oni radi, tako da razmere so kleči drugačno, da ne govorim o tem, da pač, če delaš tako kot sem jaz na koncu, no, za neko gradbeno podjetje, pravzaprav, ne, ki je last časopisne hiše in moraš potem še na to gledati in potem se uklanjati nekim ljudem, ki so bili pripeljani od zunaj, ki nimajo pojma o novinarstvu, včasih pa tudi sploh v svetu nasploh, obenem so pa pač na neki poziciji moči in ti poskušajo to vsakič znova dokazovati, ker so dovolj ne samozavestni, da nimajo druge avtoritete. Da se sklicujejo na pozicijo moči. Tako, in to je pač zame konc, ne, jaz pač ne delam za ljudi, ki so neumni. To je pač moje pravilo v življenju. Knjiga Tik pod nebom, a si mislila na konkretne medijske ljudi, ki si opisala, mislim, koliko ta knjiga, ta tvoj roman odseva neko realno medijsko stanje, tako, no, ali je tako, kot si prej rekla, da pač si vzela neke fragmente? Je logično, se pač ni Klej čist drugačne, klej pač so neki liki, ki so izmišljeni, ki so pač neki topos komunis, tudi kraje. Ja, gre za neko medijsko hišo, pravzaprav časopisno hišo, ki je kovala dobičke v 80-ih in v 90-ih in takrat so bile pač družbene razmere takšne, da se je to dalo, ljudje so bili temu primerno sproščeni in potem se je začel ta družbeni eksperiment, ko pač pride nekdo, poskuša rezati stroške in potem se pač panika razširi med ljudmi na ladji, ki ostajajo, ne, ki je bila nekdaj križarka, zdaj je pa ne ravno tankar, ampak pravzaprav neka manjša barkača, pravzaprav, ne, in pač ni dovolj prostora več zanje na njej. Ampak, mislim, klej gre za to žalost, no, če bi me kdo vprašal, kaj sem hotela s to knjigo povedati, ja. Šta je umetnik htio da kaže? Ja, za to žalost, da v bistvu pač vsi mediji, ki niso v lasti, ki jih ne financira država, govorimo o javnem servisu, radiotelevizijskem, dostikrat je treba brati to z neko ne skepso, ampak z znanjem pač, da vidiš, da ločiš pač tisto, kar je res, pa kaj je mogoče objavljeno tam zato, ker je pač lastnik si to zaželel. Ne rečem, da ni tudi v 90-ih pa v 80-ih treba bilo znati brati med vrsticami, celo trdim to, ampak zdaj pač to še toliko bolj očitno. In žalost pri tem pa je, da so mnogi mediji podvrženi temu diktatu branosti, poslušanosti, gledanosti, klikanosti. V bistvu vsi mediji so temu podvrženi, vprašanje ja, ne, razen teh, ki so iz proračuna financirani. Tako. Ne, ja. No pa tudi oni na nek način. Na nek način, je pa vprašanje pri vseh medijih, ali zna uredništvo prenesti. Krmariti med Scilo in Karibdo, ja. Tako. In na kak način to dela. In tudi to, ko govoriš o lastnikih, ne, so lastniki, ki se vmešavajo. So lastniki in so lastniki. In so lastniki, ki se ne. Tako. In na dolgi rok je seveda vemo bolje, da se ne, ker pač, če začneš kredibilnost medija, izgubiš vse. Tako. Ker to je edino, kar medij ima. Ne? Tako, ja. In ljudje so pa pač žal, lastniki so, eni so pametni, drugi so pa bogati. Igranje stereotipi, mogoče, če greva še na to, ne, ti je všeč, to si rekla pri podcastu na MMC, podcast številke, Slavko Jerič je bil nedavno tukaj moj gost, ga lepo pozdravljam. Njemu si rekla to, da ne, če se vrnem nazaj na ta autofikcijo, da pač ne uporabljaš autobiografskih elementov, da ti je pa všeč to igranje stereotipi. Ampak jih na nek način bi jaz tako rekla, na način, da jih razgradim. Ja, tako je. Ja. Seveda, ne na način, da jih ti pospešuješ, utrjuješ, ampak jih razgrajuješ. Ja, ravno ta Roberto Borg je primer tega, ki pač ni nek kriminalist, strumne hoje, s pištolo za pasom in ne vem, ostrega duha, ampak je pač nek revež, ki je
se znajde, dokler nekako po naključju. Agata Tomažič, zakaj si šepetavka pticam? Povemo tako, ti imaš zelo rada ptice, o njih pišeš ali pa jih omenjaš. Te ptice dobijo ob tem, ko jih ti omenjaš, tako svoje življenje, osebnosti, zgodbe. Ptice imajo osebnost. Ja. To je neizpodbitno Kje ste dejstvo. se našle ti s pticami? Si tudi sicer... Tudi sicer govorim s pticami. Ja. Ti sicer govoriš s pticami? No, povej. Ne, gre Povej, za, kaj več. pač jaz sem odraščala v mestu, ne, jaz nikoli nisem imela, tudi sorodnikov nisem imela na deželi in ko sem prvič v življenju pri, ne vem, najbrž pri 4 letih videla kravo, je bilo to zelo traumatična izkušnja zame, ker so me peljali pač v hlev, ker je bilo veliko teh krav in oni so v enem trenutku se vse zazrle vame s tistimi svojimi ogromnimi kravimi očmi in se naenkrat so začele mukati. Jaz sem mislila, da bom glušela in da me bo glavo raznesel in to ni prijeten spomin. Pač edine živali, ki sem jih pa pred tem spoznavala, so pa živali v mestih, ne. In v mestih pa vemo, kjer živali imamo na voljo. Imamo mrčes, s katerim se ne da pogovarjati oziroma nočemo. Pol imamo martinčke, ki so tudi simpatični, ampak ti slej ko prej uidejo, ker pač spustijo rep, ne. Pa imamo pa ptice, ne. In oni so še daleč najbolj dojemljive za to, da jim ti šepetaš ali pa mogoče tudi glasneje se z njimi sporazumevaš, no. In meni se zdi to sjajno, no. In pač mesta, brez ptic ne bi bila mesta. Treba je pa tudi vedeti, da vse te ptice, ki so v mestih in ki jih imamo danes za v bistvu neke vrste nepovabljene goste, so prišle sem zaradi nas, ljudi, ne. Tako golobi, ki so pač prej bili, ki so se prej hranili z pač zrnjem na poljih na podeželju, so se začeli v srednjem veku nekako, so se mesta začela formirati, premikati z ljudmi, ker je bilo tam več hrane na voljo, ne. Enako vrane, srake, to so bile prej podeželske ptice, ne, in so pač lovile črve na zoranih njivah in podobno, ali pa na gnoju, ali pa tako nekako, ne, in potem so v enem trenutku dojele, da je v mestih boljš, ker se jim je treba manj truditi. Se sam postaviš ob cesto, počakaš, da avto povozi ježa in imaš večerjo, da ne rečem še zajtrk in kosilo za naslednji dan. No, če bi pač verjeli teorijem zarote, da so vrane naknadno pripeljali, da iztrebijo golobe, ne. Oziroma moj pisateljski kolega Boris Kolar je v eni kratki zgodbi napisal eno čudovit recept, kako se znebiti faraonk. Ravno s to se je poigral, s to prehrambeno verigo živalsko, ne. Faraonk se znebiš tako, da pripelješ, mislim, da žabe. Žab se znebiš tako, da pripelješ sokoloselca. Sokoloselca se znebiš tako, da pripelješ ne vem katero že žival v bloku. In kaj se pogovarjaš s pticami? Jaz jih predvsem poslušam. Okay. In kaj govorijo, ja. Ja, v zadnjem času oponašajo zvonjenje mobitelov. Predvsem škorci. Pred nekaj leti ste pa s kolegicami izdale Blodnik po Istri. To je bil en tak hit, to je turistični vodnik, ki nikakor ni turistični vodnik, je vse prej kot to, vse drugo. Same ste opisale, da se je to začelo na večerji s preveč vina in nadaljevalo kot eksperiment z obilico improviziranja. V bistvu je to, če prav razumem, šlo kot iz enega internega joka nastala je knjiga, ne? Tako je, ja. Ja. Menda, da je ta trenutek naj bi se zgodil, ta trenutek ideje v Červarju, ki so Fužine v morju. Fužine na vodi, ja. Ja, v gostilni Ribarica, ne vem, če še obstaja, bila sem tudi jaz. Tudi jaz v tej gostilni že nekoč. Kako v bistvu, a se s temi ženskami še družite, ste kolegice, kako je v bistvu post te knjige, ki ste jo napisali skupaj, no? Ja, zanimivo naključje je hotelo, da je ta Blodnik nastajal leta 2019 in potem v zadnjih mesecih leta 2019 se je to dogajalo, pač je šlo in je prodaja bila, ne. In pa se je pa pač, kot vemo, v letu 2020 se je pa svet zaprl in spremenil, ne. In tako da takrat se je veliko stvari spremenili, tudi te stiki prijateljski so se malo hladili, tako da je pa ostal spomin na eno res prijetno sodelovanje in tudi knjiga se mi zdi čisto solidna in je bil eksperiment od vsega začetka, no. Ker je pač mene zanimalo, a lahko nekaj, mislim, namreč
če delaš v javni upravi in če si pisatelj in če tvoje knjige podpira javna agencija za knjigo, ne, pol si parazit, ne. Mislim pač, pol si neizogibno tarča teh, ko bi rekla, zmerljivk na družbenih omrežjih, da nikoli nisi ničesar naredil z rokami, v realnem sektorju. Dobiš te zmerljivke? Ja, ne, seveda ne, ker poskrbim za to, da jih ne, ker vse blokiram že prej. Ampak verjetno, da sem kdaj kaj, ne vem, se to je pač tisto v nekem arzenalu, pač standardnem teh ljudi. No in potem sem si pač rekla, pa sej mogoče pa res bi lahko poskušala enkrat narediti nekaj ne ravno z lastnimi rokami, no, ker ne verjamem v ta stereotip, ampak z lastno glavo in pač to je res knjiga, ki je šla brez subvencij. Če mogoče zaključiva z enim vprašanjem, mislim, da sem to prejšnji teden oziroma pred 14 dnevi, ko je bil tukaj Žiga Aljaž, mislim, da sem njega tudi vprašala, ampak tudi pri tebi recimo, jaz zaznavam, vse, kar ti pišeš ali pa ko pišeš ali pa ko nekaj rečeš, neka taka ta igrivost je noter, ne. Ne samo ta domišljija, pa ne samo ta izbor besed, kot so prej rekle, ko da greš mimo te izložbe v Draguljarni, ampak tudi ves čas se zdi, ko berem recimo tvoje stvari, kot da se po malem zabavaš, tudi ko pišeš resne stvari. Tako da, koliko je te... Aha, se. Absolutno. Kako to ohraniš? Zdaj, mi smo stari 40 plus, kako... Kaj bi morala pa to zgubiti z leti? Ampak mnogi ljudje zgubijo. Ta igrivost do življenja, igrivost do tega... Reš da bi morala bolj zagrenjena biti. Ne. Samo rada bi razumem, za poslušalce in poslušalke neke stvari se mi zdi, ki jih... A to je kakšen je vaš recept, ko vprašajo stoletnika? Ja. To! Jaz se spomnim, ko smo začeli delati oddajo, ki sem delala na komercialni televiziji, pa ko sem postala urednica, mi je takrat eden iz produkcije rekel, zdaj pa začni uživati. Ker se mi je videlo, da v bistvu, sem zakrčena, da je v bistvu to projekt in da moram... In ta užitek, to, da v bistvu to, ko delaš, da hkrati uživaš. No, to vas sprašujem za recept. Ja, mislim, eno je, da pač vidiš, da drugim gre slabše, ne? Ampak to ni preveč dober recept. Drugo je pa, da v bistvu, mislim, ne vem, sej v resnici, kaj nam pa manjka? Resno mislim, no? Ne, sej to ni rečeno zdaj, da tudi moje življenje ni ves čas samo neprestano smejanje. Imam tudi trenutke, ko pač sem bolj zaskrbljena in ko razmišljam o prihodnosti na negativen način, ne, da se samo veselim stvari, ampak ne vem, zakaj bi še o tem pisala, ne? Ker to, o čemer pišeš, pa še dlje vztrajaš o tem in perpetuiraš in tudi drugim daješ, ne? In zakaj bi, mislim, se tudi če dobro delaš, če nekomu pomagaš, to dlje s tabo ostane, ker če nekoga res zafrkneš in ne vem, zelo putneš vrata pred njim in mu onemogočaš ali pa ne vem kaj. Ok, še veliko igrivosti še naprej. Agata Tomažič, hvala, ker si bila moja gostja, hvala, ker si prišla na N1. Najlepša hvala za vabilo, za ta prijeten igriv pogovor in z veseljem. Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem. Z nami je danes torej Agata Tomažič, pisateljica in kmalu se spet vidimo in slišimo.